Podpise smo začeli zbirati 6. aprila in sicer smo zbiranje podpisov organizirali tako, da smo v vsaki upravni enoti po 2 dni organizirano zbirali podpise. Pred upravno enoto je bila stojnica Nove Slovenije z dežurnimi člani in tako smo po 2 dni v vsaki enoti zbirali do konca meseca aprila. Podpisi po pošti prihajajo tudi še sedaj, ker pa je bil odziv zelo dober, pozitiven, ljudje so se ob stojnicah ustavljali, se tudi pozanimali, kdaj bodo evropske volitve, kako bodo potekale, tako da je to zbiranje podpisov pravzaprav bila tudi neka dodatna informacija za večjo udeležbo na evropskih volitvah. Kot vidite v teh zavitkih, v vsakem zavitku je zbranih po 500 podpisov, tako da skupno smo jih zbrali 5304 podpise. Kot pravim, nekateri pa še vedno prihajajo po pošti in bodo prihodnjih dneh najbrž še tudi prišli. Potrebnih je 1000 podpisov za vložitev kandidatne liste, zato brez neke pretirane ali pa velike kampanje smo brez problemov zbrali toliko podpisov, smo zadovoljni nad pozitivnim odzivom, tako da se zahvaljujemo vsem tistim, ki so si vzeli čas in oddali svoj podpis za listo Nove Slovenije. Listo bomo čez nekaj minut uradno tudi vložili. Da še enkrat spomnim, kdo pravzaprav smo na naši listi. Nosilec liste je gospod Lojze Peterle, tako kot pred 5 leti. Na drugem mestu Ljudmila Novak, potem Mojca Kucler-Dolinar, Anton Kokal, Alenka Šverc, Klemen Žumer in pa Ksenja Kraševec. Prepričani smo, da Sloveniji ponujamo najboljšo listo kandidatov za evropskega poslanca. Z mnogimi vsi imamo tudi bogate izkušnje pri delu v različnih evropskih inštitucijah, tako da vabimo volivce, da izberejo svoj glas v Evropskem parlamentu. Ja, jaz bi rad dodal, da je tale zbirka podpisov državljank in državljanov za nas pomemben izraz zaupanja volivk in volivcev in obetaven znak na naši poti k dobremu rezultatu. Jaz sem se oglasil na nekaterih podpisnih mestih in sem bil najbolj vesel tega dejstva, da povsod so podpisovali ljudje z različnih strank ali pa brez strankarskih preferenc. Kjerkoli sem se oglasil, sem srečal ljudi tudi iz drugih strank, kar pomeni, da ljudje doživljajo tudi pod te volitve na nekoliko drugačen način, kot pa parlamentarne volitve doma. In seveda doživljajo tudi Novo Slovenijo kot parlamentarno stranko, ki je najmočnejša parlamentarna stranka v Evropskem parlamentu zaenkrat. Mi delamo, da bi tako seveda tudi ostalo. Tako da s temi podpisi smo nekako poživili tudi naše strukture, poživili teren in v tem duhu bo šlo naprej in se nadejamo dobrega rezultata. Jaz se iskreno zahvaljujem vsem, ki so pomagali k temu, da smo zbrali brez posebne muke te podpise. Zlasti se zahvaljujem sodelavcem iz tajništva oziroma iz strankine centrale, ki so s pomočjo terena zlasti regijskih in občinskih predsednikov te podpise zbrali. Lepa hvala. Marsikaj se bo dogajalo tudi v Bruslju. Komu damo lahko v roke?